prošnjo, vročo mojo, ki dviga tebi se v nebo. Doni naj tebi večna slava. Naročje tvoje smo prinesli, vse želje, stiske in skrbi. O mati naša, mati mila, za blagoslov te prosimo. Ave Maria. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni še v eni naši domači oddaji Pot poti. Smo v Škofiji Celje in smo na Svetih gorah nad Sotlo. To je dovolj zgovoren razlog, da ostanete v družbi naše televizije, kajti obiskali bomo eno lepo Marijino svetišče. Dragi prijatelji, to so Svete gore nad Sotlo, Marijina romarska božja pot v Škofiji Celje. Zopet smo obiskali eno izmed Marijinih romarskih svetišč. In pravkar bo nam duhovnik oziroma župnik Damjan predstavil župnijo svetega Petra, predvsem pa tole lepo romarsko svetišče Svete gore nad Sotlo. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Damjana. Bog vdaj in dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Dober dan. Prosim, če se našim gledalcem na kratko predstavite in morda poveste, kako vas je pot pripeljala do tega lepega duhovniškega poklica. Sem Damjan Kejžar, doma sem iz Zreč pod Pohorjem. V Zrečah gotovo ljudje poznajo tovarno Unior in tako smo se, mladi fantje v velikem številu, odločili za strojniški poklic, kajti zaposlitev nam je bila zagotovljena. Tudi sam sem obiskoval strojno-tehniško šolo v Celju, potem pa sem ob nekem dogodku, ko je bila prometna nesreča in so ljudje rekli, važno je, da so ljudje ostali živi, pleh, to ni važno. Takrat sem tudi sam začutil, da želim opravljati v življenju poklic, ki bo nekaj pomembnega. In če pleh ni pomemben, potem sem iskal, ali naj postanem zdravnik ali kaj drugega. In tako me je pot počasi pripeljala na teološko fakulteto in šele po nekaj letih študija sem se potem odločil tudi za duhovniški poklic in vstopil v bogoslovje. Moram reči, da me vse življenje spremlja Marija. Nad Zrečami je romarska pot, Zbrinjeva gora, potem sem bil v bogoslovju, kjer je kapela Brezmadežne. Nato me je škof poslal na Prevalje, kjer je Marija na jezeru. Moje prvo kaplansko mesto je bilo na Pobrežju v Mariboru, kjer je Marija mati cerkve. Zatem sem bil 3 leta v Prekmurju, v Turnišču, kjer je Marija pod Logom in pred 3 leti me je nadškof Kramberger poslal k svetemu Petru pod Svetimi gorami. Takrat nisem vedel, kje to je, zato sem si ogledal zemljevid in ugotovil, da je to kraj, iz katerega vodijo poti v Podsredo in Kozje na eno stran, na Hrvaško preko Kumrovca v drugo stran, na Bizeljsko, Brežice, Krško tretjo stran in proti Podčetrtku v četrto stran.
Spoštovani prijatelji, z nami je tukajšnji Mežnar in prav je, da mu predamo besedo in morda pove nekšen utrinek oziroma poda nekšen utrinek o tem lepem Marijinem svetišču. Kar sem začel na Svetih gorah Mažnarte, je to od leta 1950. Prvič sem začel Mažnarti pri gospodu Piklu, ker je bil tle župnik 12 let. In tako so vzali polsne Mažnaru gospodu Zalesniku 3 leta, pol je bil 2 leta tle gospod Karbun. Za gospodom Karbunom je pa prišel gospod Pan, častni kanonik, ženski pa bil 38 let, tako rečeno, da mirna duša, lahko rečem, da sem v tem svetišču Mežnar 58 let. In ko sem začel Mažnarti, ko so vseh koncev in krajev romani prehajali, pa so se poslavljali od Svetogorska Mater Božja, jaz pa kot mlad fantič veselo poskakoval in sem premišljal, ko sem mislil si, hvala Bogu, mene se pa ni od Svetogorska Marija treba posloviti, ampak leta hitro tečejo, tako da prihaja tudi tisti trenutek, ko se bom tudi jaz mogel od Svetih gor posloviti. Drugač pa tle gor je res čudovit kraj, kar bom rekel za Svete gore, samo to, da na taka skrita, lepa točka, ko da imaš nekoga rad, pa bi mu rad na samotnem kraju zaupal, povedal, da je Svetogorska Mati Božja. Če nisi uslišal, si pa vsaj potolažil. Mislim, bile so tle gor raznovrstna težava, takrat, ko se je to vse skupaj, ko so rdeči začeli zmago dovoljati, ampak smo se preboleli. Znači, 51. leta na Veliko Mošvo so nas sprobali, če znamo dobro bežati, pa smo se potrudili, da smo, kar jim je na Ptujski gori uspelo, da so cerkev zaprli po Romane, pri nas pa, hvala Bogu, ni bilo tega. Včasih štejem škofe, kar sem med njimi bil, da je bil gospod Volk, gospod Tržečnik, pa gospod Lenič, to so bili v tistih hudih časih, kateri so mi tako lepo tolažbo delili in to. In z veseljem sem rad Mažnaru zavol tega, ker so me romarji in romarca zelo radi imeli. Mislim tako, da vsem pokojnim romarjem želim miren po Božji počitek in upam, da bojo prosili, da bom jaz tudi med njih prišel. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti. Hvala lepa. Prosim. Po tej pripovedi gospoda Mežnarja je prav, da nam gospod župnik pove, kakšen je utrip župnije Svetega Petra, pa katere skupine delujejo v župniji. Župnija Sveti Peter se pokriva z mejami občine Bistrica ob Sotli, na vzhodu meji na Hrvaško, kjer je Kumrovec, na jugu lahko vidimo pogorje Orlice, kjer ima dominantno vlogo hrib Svete Gore, potem na severu je omejena s Trepčami, Križan vrhom in tako obsega poleg Bistrice ob Sotli še 11 okoliških vasi. Velik pečat v kraju je gotovo pustil moj predhodnik Martin Panič, ki je tukaj deloval kar 38 let. Zelo rad je obiskoval družine, tako je skrbel za duhovno plat ljudi, kakor tudi za materialno plat, ki se najbolj kaže v številnih obnovah cerkva.
V naši župniji imamo poleg Svetih Gor, kjer je kar 5 cerkvic, še podružnično cerkev Svetega Križa in seveda župnijske cerkve Svetega Petra. Pred leti je začela delovati skupina Oranc, pevska skupina. Danes imamo tudi otroški pevski zbor. Potem, kakor vsaki župniji, delujeta tudi gospodarski svet in pa župnijski pastoralni svet. Potem imamo srečanja mladine. Zdaj trenutno se srečujemo pri šmarnicah. Moram povedati, da otroci zelo radi prihajajo, veliko prepevamo in se še potem po sveti maši družimo na župnijskem dvorišču in se tako že pripravljamo na poletni oratorij. Kako pa vi vidite današnjo mladino? Velikokrat starejši ta mladina je takšna, ampak če jim starejši damo vzor, oziroma če jim prizgojimo te moralne vrednote, oziroma če je v družini molitev, potem verjetno teh težav ni toliko, oziroma jih ne bi smelo biti. Jaz sam menim, da so mladi zelo iskreni in trenutno resnično govorimo o neki krizi v mladinski pastorali na Slovenskem nasploh, vendar pa menim, da je potrebno, da skupaj z njimi poiščemo nove poti, nove oblike dela, ki jih bodo pritegnile in kjer bodo čutili, da tudi sami lahko dodajo svoj prispevek k cerkvi na Slovenskem. Dragi prijatelji, še vedno smo v oddaji Pot poti, z nami še vedno gospod župnik Damjan. In sedaj ga bomo prosili, da nam na kratko predstavi o Svetih Gorah. So še tudi 3 kapelice Svetega Sebastjana, Svetega Jurija, Svetega Martinja in Božja noga. Če sem prav obveščen, pa bi prosil, da tudi nekaj o tem rečemo. Torej, Svete gore resnično upravičujejo svoje ime. To pomeni, da je to svet kraj. To sem začutil tudi sam, ko sem prvič prišel na Svete gore. Zgodovina Svetih gor je zelo zanimiva. Ko so bila tu v 70. letih arheološka izkopavanja, so ugotovili, da so Svete gore žive že nepretrgoma vsaj 2000 let. Našli so grobove, lončanino, rimske novce iz 1. stoletja, 2., 3. in enako iz vseh nadaljnjih obdobij. Tu so imele svoja naselja, potem so tukaj pokopavali svoje umrle mnoge različne kulture. Od rimskih časov naprej preko Slovanov. Danes je na Svetih gorah 5 cerkvic. Poleg te Marijine romarske cerkve imamo še 4 kapele. Lurška kapela, ki je najvišje umeščena, potem je kapela Svetega Sebastjana in Fabjana, pod cerkvijo pa sta kapeli Svetega Jurija in Svetega Martina. Vsi romari, ki pridejo, se najprej ustavijo tukaj, pri tem oltarčku, pri tem tronu, posvečenem Materi Božji. Tukaj ljudje zaupajo svoje stiske Mariji in se ji zahvalijo za njene številne milosti. Lepoto cerkve na Svetih gorah znajo ceniti predvsem tisti, ki so ta romarski kraj kdaj že obiskali. Kajti zadnjih 5 ali 10 minut se je potrebno podati strmo v hrib. In če si zamislimo, da so ljudje včasih, ko ni bilo tu ceste, ko ni bilo prevoznih sredstev, vsak kamen prinesli, da bi tu zgradili to Marijino svetišče, potem vemo, kakšne žrtve so bile za to potrebne in kakšna ljubezen do Boga in do Marije jih je mogla gnati, da so bili to sposobni narediti. Cerkev se je skozi zgodovino večkrat spreminjala. Prva omemba je iz leta 1257.
Velika gradbena dela so bila potem na začetku 17. stoletja, pa tudi v 18. stoletju. Danes ima cerkev obliko troladijske bazilike. Poleg glavnega oltarja imamo tudi 6 stranskih oltarjev, ki so posvečeni sveti Ani, svetemu Florijanu, svetemu Antonu Puščavniku. Potem na drugi strani pa imamo oltarje Rožnovenske Matere Božje, oltar svetega Ksaverja, Frančiška Ksaverja in oltar zavetnika kmetov svetega Izidorja. Strop je v letih 1879 do 1881 poslikal italijanski slikar Tomaž Fantoni in prikazuje prizore iz Marijinega življenja. Tukaj lahko vidimo prizor, kako Marija skupaj z apostoli čaka prihod Svetega Duha na vinkošni praznik, kako Jezus sreča Marijo na križevem potu, kako Jezus na Marijino pobudo naredi prvi čudež v Kani Galilejski. Potem zopet srečamo Rožnovensko Mater Božjo, Marijo, kako je sprejela mrtvega Jezusa v naročje, in potem tudi dogodek, ko je papež razglasil dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Čisto na koncu imamo podobo, ki prikazuje Marijo kot novo Evo. Eva je prinesla svetu greh in smrt, Marija prinaša življenje in odrešenje. Posebno veličasten in lep pa je glavni oltar. Na sredini vidimo napis Consanguitas Christi, kar pomeni iste krvi s Kristusom. Na tem oltarju so torej osebe, ki so v krvnem sorodstvu z Jezusom in Marijo. Na sredini oltarja imamo kar 3 Marijine podobe, ki govorijo o Marijinih praznikih. V sredini je slika, ki prikazuje Marijino rojstvo. Nad njo je slika, ki prikazuje, kako Sveta Trojica v nebesih krona Devico Marijo, ki pa v strani govorita o materinskem dnevu, ko majhno mestece Nazaret obišče angel in Marijo zaprosi, da bi postala Božja mati. Marija odgovori: glej, dekla sem Gospodova, in tako postane mati odrešenika. Marija je kmalu zatem obiskala teto Elizabeto, ki je tudi pod srcem nosila otroka Janeza Krstnika. Njegova vloga je bila, da napove pot Kristusa, da mu pripravi pot. No, poleg teh likov pa imamo tudi predstavnike očetov, to sta sveti Jožef in sveti Zaharija. Letos smo v letu družine in posebno pomembno je, da se vsi zavemo, da je družina tisti prostor, kjer vsak človek prejme vero in se nauči ljubiti ter vsega drugega, kar potrebuje za življenje. Na stenah je pred obnovo bilo veliko votivnih podob, ki so jih ljudje prinesli v zahvalo Mariji za njena uslišanja. Danes so te podobe zbrane v Lurški kapeli. Bile pa so podobne kakor ta, ki govori takole: to sliko sta darovala Marija in Franc de Belak iz Strelarskega župnija Polje v zahvalo za čudežno rešitev 2 leti in pol stare hčerke Micike, katera je bila v hudi bolezni leta 1934 na zaobljubo k Materi Božji Svetogorski rešena smrti. Kakor prvikrat, tako je bila tudi pozneje na čudežen način rešena gotove smrti, ko je padla pod voz, na katerem je bilo 700 komadov opeke, ter je ostala nepoškodovana, kljub temu, da je šlo kolo čez obe nogi. Ob tem lahko povemo tudi to, da ljudje še posebej takrat, ko
se zdi, da ni drugega izhoda, še posebej takrat se radi obrnejo na Marijo. Zanimiva je tudi ta podoba, ki je obešena nad zakristijskimi vrati, in sicer je iz leta 1779. Takrat je na Dravskem polju razsajala kuga. Ljudje so se zaobljubili: Marija, če nas rešiš kuge, obljubimo, da bomo vsako leto priromali k tebi na Svete gore. In lahko povem, da to obljubo romarji držijo že več kot 200 let. Vsako leto pridejo na Svete gore. Včasih so ta romanja trajala po več dni. Ljudje so na pot odšli peš. Med potjo so prepevali in molili. Zvečer je bila na Svetih gorah procesija z baklami in svečkami, potem so ljudje vso noč v cerkvi molili, prepevali, tisti bolj utrujeni pa so zaspali na galerijah ali okrog cerkve, potem pa so se po slovesnih mašah vračali na svoje domove, okrepljeni z Božjo pomočjo. Dragi prijatelji, tudi sam se spomnim takšnih lepih romanj na Svete gore in sedaj bomo gospoda župnika vprašali, imate tudi zelo lepo urejeno spletno stran, sem slišal, pa bi morda za naše gledalce, da je pot poti tudi povedali, kdo vam jo ureja in tudi naslov te spletne strani. Torej, ravno po množičnem obisku na spletni strani, mislim, da je trenutno že blizu 500 000 obiskov, sem ugotovil, kako priljubljen kraj so Svete gore za številne romarje in izletnike. Prihajajo tako z različnih koncev Slovenije, kakor tudi z Hrvaške. In ta romanja upravljajo ljudje peš, s kolesi, potem pa tudi z avtomobili in avtobusi. Svete maše na Svetih gorah imamo vsako nedeljo, od 1. maja do Martinove nedelje ob 11. uri. V avgustu in septembru, ko je romarjev več, pa imamo kar 2 sveti maši. Prva je ob 9:30, druga ob 11. uri. Največ ljudi prihaja za Marijine praznike, 15. avgusta, potem 8. septembra in pa v novembru na zahvalni dan. Takrat so maše ob 9. in ob 11. Zdaj pravim, se to si tudi lahko ogledali na spletni strani, to je svetegore.slomsek.net. Velikokrat slišimo, da po Mariji lažje pridemo k Jezusu in velikokrat tudi verniki vidijo, da se ta Marija preoblači, ali drži to ali ne? Ja, to je posebnost svetogorske Matere Božje. In sicer romarji so v znak zahvale sešili tudi številne obleke za Marijo. Mislim, da jih je okrog 30. In tiste najstarejše, najlepše trenutno lahko vidite v Celjskem pokrajinskem muzeju, potem pa jih bodo vrnili na Svete gore. Letos bodo k Mariji na Svete gore priromali tudi škofje. Slovesnost 15. avgusta bo vodil škof Jamnik iz ljubljanske škofije. Potem bo 7. septembra tukaj naš ordinarij Anton Stres in na zahvalno nedeljo v novembru bo na Svete gore prišel mariborski pomožni škof Štumpf. Tako tudi ti škofje izražajo svojo vdanost Mariji in tukaj vodijo vernike, ki pridejo na te velike slovesnosti. Vsekakor smo Slovenci Marijin narod, a ne? Ja, mislim, da je to globoko zapisano v naše srca, ker Slovenci nikoli nismo imeli svoje domovine, zato se nismo prepoznali v vladarjih, ki so nam vladali. Vedno pa je bila z nami Marija,
kot mati, ki je spremljala narod v hudih in v dobrih časih. Gospod župnik nas je povabil na Svete gore, to lepo Marijino Božje potno svetišče, in prav je, da se tudi na takšen način iz tega Marijinega Božje poti v škofiji Celje, to se pravi Svete gore nad Sotlo, tudi poslovimo. Na Svete gore prihajajo romarji, ki so stari 80 ali 90 let in tukaj obujajo spomine, kolikokrat so tu pri Mariji doživeli tolažbo. Hkrati pa prihajajo tudi novi. Vsi pa odhajajo z tega kraja z nekim občutkom miru, ki vlada na tem svetem kraju. In nekaj podobnega je zapisal tudi neki romar štajerskega konca. Eno pesem bomo peli od Marije Svetih gor. Ta je v štajerski deželi, o Marija Svetih gor. Na visokem, lepem hribi ta cerkev tam stoji. Pri Mariji Svetogorski vsaki gnado zadobi. Koliko čudežev zgodilo se je v totem svetem kraj. O Marija Svetogorska, ti tudi nam pomoči daj. Kolikokrat si pomagala v stiskah ljudstvu scaganmu. O Marija Svetogorska, kaj ćemo dati ti mi za to? Brez dvoma so Svete gore najbolj obiskana romarska pot v celjski škofiji. Tako je bilo v preteklosti in je tudi danes. Poleg tistih romarjev, ki prihajajo še danes peš vsako leto iz Ptujske gore in okolice, iz Makol, iz Krškega, so seveda številnejši še romarji, ki prihajajo s kolesi, z avtomobili in avtobusi. Tudi iz Hrvaške vsako leto prihajajo romarji. Hvaležen sem, da smem spremljati tukaj romarje, da smem prisluhniti njihovim galjivim izpovedim v spovednici in da smem tudi zaznati utrip. Nekateri prihajajo sem že 50-60 let
In prihajajo tudi mlade družine z majhnimi otroki. Posebno v spominu mi je ostal dogodek, ko je majhna družina prosila za zdravje 2,5-letne hčerke. Vsi ti dogodki človeka duhovno zelo bogatijo in tudi meni dajo vedeti, da je Bog velik in da je velika tudi ljubezen Božje Matere do Božjega ljudstva. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vas, gledalce, pa lepo pozdravljam iz Svetih Gor na Sotli in vam želim vse dobro. Hvala za vas obisk in prisrčno dobrodošli na Svetih Gorah tudi v prihodnje. Nasvidenje. Nasvidenje. Mati Cerkve, Mati milosti Božje, Mati prečista, prosi za nas. Svet odpira, tvoj se v svet, vem, da z nami ti si spet. Molim vedno te povsod, Mati kaži pravo pot. Mati Cerkve si nas, lica vseh rodov in ras. Varuj greha me povsod, Mati kaži pravo pot. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Nazaj tebi iz srca, glasovi naši zapojo. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Nazaj tebi iz srca, glasovi naši zapojo. Mati brezmadežna, Mati nedolžna, Mati deviška, Prosi za nas. Sreča tvoje je ime, veselje tvoje je srce. Žgi to radost, zdaj povsod, Mati kaži pravo pot. Mati Cerkve si nas, kraljica vseh rodov in ras.